Evo mene Miha z vami in tole so Samsungi, nove S10-ke in to vse 3. Dajmo si jih pogledati. Samsung je letos predstavil 3 modele Galaxy S10. Že znani nadgradnji S10 in S10 Plus, predstavil pa še nekakšno light verzijo S10e. Pa si najprej pogledamo model S10e. Kot sem omenil, je to S10 z nekaj drugačnimi komponentami. Zaslon je velikosti 5,8 palca in ima resolucijo 2280x1880 pikslov. Poganja pa ga tudi isti procesor kot večja brata. Osnovna različica ima 6 GB rama, izbiraš pa lahko tudi med 8. Izbiraš pa lahko tudi pomnilnik, ki je lahko 128 ali 256 GB. Kameri sta dve, glavna z 12 megapikslov in ultra široka s 16 megapikslov. Telefon poganja Android 9.0 s Samsungovo novo One UI podobo. Danes pa vam bom podrobneje predstavil S10 in S10 Plus, ker sta si v osnovi precej podobna z izjemo velikosti ter par malenkosti. S10 ima 6,1, 10 Plus pa 6,4 paličen zaslon. Oba sta resolucije 3040x1440 pikslov in segata čisto do roba telefona. Zdaj pri teh 3 telefonih ni nobenega noča, ker so se pri Samsungu znašli drugače. Naredili so luknje v zaslon in vanjo skrili kamero oziroma kameri. Zdaj, mnenja bojo verjetno tukaj deljena tako kot pri noču, nekomu bo to všeč, nekomu ne, se da pa s pametnimi v zadnji to kamero zelo dobro skriti. Epsko. Meni je to dobro. Pri Samsungu novo generacijo zaslonov imenujejo Infinity O Dynamic AMOLED. Kaj? Nima veze, so pa zasloni res hudi. Po novem podpira tudi tehnologijo HDR10+, ki prinaša še boljše kontraste ter več užitkov v uporabi, je pa še ena razlika med telefonoma. S10 Plus ima 2 selfie kameri, kar bo še izboljšalo tvoje selfie posnetke. Mata pa še ta telefona eno super forico, ko vklopiš selfie kamero. Lušten! In poglej, kaj je Samsungu uspelo, kljub temu, da ima zaslon čez celo sprednjo stran. Obdržal je priključek za slušalke. Bravo! Na levi strani telefona sta gumba za nadzor glasnosti ter Bixby gumb, ki vklopi Samsungovega virtualnega asistenta. Se da pa nastaviti, da ta gumb odpre druge stvari. Recimo Chrome. The best. Na zgornji strani pa lahko poleg SIM kartice vstaviš tudi microSD kartico, če potrebuješ res full prostor. Poglejmo še zadnjo stran. Ta je v celoti steklena, tako da se bo na temnih barvah poznal kakšen prstni vtis več. Takoj pa vidimo, da je Samsung dodal še eno kamero in to ultra široko. Bravo. Paket kamer na S10 in S10 Plus je torej takšen. Glavna kamera z 12 megapikslov in optično stabilizacijo, ultra široka leča z 16 megapikslov ter brez stabilizacije in telefoto leča, ki je tudi optično stabilizirana. Lep zaokrožen paket za večino situacij torej. Telefon smo pogledali z vseh strani, pa nekaj manjka, ne? Čitalec prstnih odtisov? Ne. Samsung ga je tokrat skril v zaslon in to z novo ultrasonično tehnologijo, ki ne potrebuje, da zaslon pržgan, da ti odklene telefon. Zadeva mogoče deluje malo slabše od tistih navadnih čitalcev, je pa na telefonu praktično neviden. Pa da se vrne malo še na 10 SE, ta ima še vedno navaden čitalec prstnih odtisov, le da je ta skrit v gumbu za odklep. Za moje pojme dela izjemno hiter. Noro. Telefon poganja Android 9.0 Pie z novim Samsungovim vmesnikom One UI. Uporabniški vmesnik je precej podoben predhodnikom, ima pa malo drugačno podobo. Ikone bodo komu morda preveč otroške in niso tako lepo poenotene kot do sedaj. Ko pride do pomnilnika, imamo več opcij. S10 ima 8 GB rama ter 128 ali 512 GB notranjega pomnilnika. Model Plus pa ima poleg te kombinacije še noro verzijo z 12 GB rama in 1 TB notranjega spomina. Ima pa ta model poleg tega še na zadnji strani namesto stekla keramiko. Baterija, ki poganja vse to, ima na S10 3400 mAh, na modelu Plus pa 4100 mAh.
polniš ga lahko brezžično pa lahko polniš kakšne svoje dodatke ali druge telefone. Nič, Samsung je predstavil res dobre telefone, dvignil standarde, tako da žogca je zdaj pri konkurenci. Jaz sem bil Miha, to so bili Samsungi in se vidimo naslednjič. Čau!